Pozdravljeni, moje ime je Jure Fer, sem direktor prodaje v podjetju SMT Slovenija. V našem podjetju postavljamo informacijsko varnost na prvo mesto, tudi v času dela od doma. Če vas zanima več, si oglejte naslednji video. Za zagotavljanje učinkovitega dela nadaljavo je izjemno pomembno, da poskrbimo, da je delovno okolje, do katerega dostopamo v doma, čim bolj slično, identično tistemu, ki ga imamo v podjetju. Pri tem mislim predvsem na dosegljivost in razpoložljivost aplikacij, podatkov, dokumentov, skupnih virov za delo. Za ta namen se potrebuje zanesljivo, učinkovito, varno IT infrastrukturo in seveda dodeljene pravice uporabnikom. Z nepremišljenim dodajanjem pravic uporabnikom in dostopov do omrežja, podjetja, oblaka, notranjih sistemov, skratka do službenega sistema iz naprav, ki jih navadno uporabljamo doma, se lahko omogoči ali pa olajša dostop do podatkov podjetja morebitnim napadalcem. V izogib temu SMT Slovenija svetujemo našim strankam, da uredijo varnostno politiko in jim sledijo pri dodeljevanju pravic, hkrati pa zagotovijo dostope do službenega okolja le preko varnih, tako imenovanih VPN povezav in le z napravami, na katere so naložene napredne rešitve za zaščito končnih točk oziroma odjemalcev. Le te prepoznajo morebitne poskuse informacijskega kriminala. Za izpeljavo sestankov in komunikacije tako med zaposlenimi kot zunanjimi, bodisi strankami, partnerji, dobavitelji, je nepogrešljiva implementacija in uporaba ustreznih orodij, tako imenovanih audio-video konferenčnih sistemov za medsebojno komunikacijo nadaljavo. Za nas to ni predstavljalo nekega novega izziva, tako ne organizacijskega kot ne tehnološkega. Delo nadaljavo od doma ali pa naprimer delo nadaljavo, ko smo na službeni poti, skratka, ko smo izven podjetja oziroma pisarne, koristimo tako rekoč ves čas. Epidemija je le močno povišala delež takšnega načina dela. Naš prvi vtis je bil, da večina podjetij ni bila pripravljena za tako velik obseg dela nadaljavo, kar se je od začetka kazalo s pojavom težav predvsem s povezljivostjo, pri čemer predvsem trpi uporabniška izkušnja in delovna storilnost. V izogib temu so nekatera podjetja posluževala tako imenovanega ad hoc pristopa in dovolila oziroma uredila možnost oddaljenega dostopa brez preverjanja odprtih ranljivosti, brez zagotavljanja nadzora in učinkovite zaščite. Torej, kolikor se podjetja še niso prilagodila na povečano delo nadaljavo, svetujemo, da izberejo rešitve, ki omogočajo učinkovito delo od doma, povezovanje v podjetje, nemoteno online sestakovanje, deljenje dokumentov in vse to seveda na varen način. Za zagotavljanje tega pa svetujemo posvet s tehnološkim partnerjem, ki je specialist na tem področju in jim kombinacijo obojega zna implementirati skladno z njihovimi potrebami. Pri delu nadaljavo je uporaba mehanizmov za preverjanje identitete, rešitve za autentikacijo, šifriranje povezav in komunikacij, kot tudi zaščita podatkov in dokumentov na prenosnikih praktično obvezna. Vsekakor so se v dani situaciji tako imenovane oblačne rešitve izkazale kot dobra izkušnja za dostop od koderkoli in tudi za hitro vpeljavo. V času epidemije in povečanega dela od doma so se žal povečale tudi zlorabe, predvsem poskusi ribarjenja oziroma tako imenovanega phishinga in socialnega inženiringa. Ker ni neposrednega stika s sodelavci za neko osnovno preverjanje, se hitro zgodi, da zaposleni zaupajo prejeti elektronski pošti, ki je sicer, če bi delali v pisarni, zagotovo ne bi odprli. Zagotovo se je pametno izogniti opciji, da zaposleni delo opravi z domačega, privatnega računalnika, saj na ta način preprečimo kupico nevarnosti, ki so povezane z nenadzorovanim okoljem izven podjetja. Pri izbiri brezplačnih ali pa zelo ugodnih audio-video konferenčnih aplikacij je tudi dobro biti pazljiv, saj so pogosto varnostno vprašljive in lahko celo omogočajo prevzem nadzora nad računalnikom in odtujitev podatkov. Svetujemo pa tudi, da se zaposlene seznani z morebitnimi pastmi in preko delavnic izobrazi, kako ravnati v primeru, da postanejo tarča napadalcev.